te pokličejo kadarkoli, ne, smrt nima urnika, ne, in pustiš stvari in moraš iti in tam ne veš, kaj boš srečal, ne, v kakšnem stanju bo človek, ki ga dobiš tam, v prazno faroš, ne, potem, ko si že župnik, ne, nimaš nobenega niti, s katerim bi se skregal, ne, in je zna biti pa to lahko mal teža, ne. To je ta naš december, ne, bi bilo treba umikati in potem bi hoštirali končno ti zbožji, bi komi čakali, da bi prišel 25. in bi tisto, kar bilo na mizi, bilo še 100-krat boljše, ker smo čakali tisto, ne, mi ne znamo več čakati, ne. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Benesere. Danes imamo prav posebnega gosta. Nismo še govorili o te tematiki na podcastu. Z nami je Sašo Mugrli, lepo pozdravljen. Duhovnik župnije Vrtojba, Šempeter Vrtojba. Župnik v Šempetru, samo v Šempetru. Okay. Po novem samo Šempeter, prej sem imel še Vrtojbo, zdaj Šempeter. Kada sem začel gledati, malo raziskovati, sem videl, da je Šempeter Vrtojba, potem sem pa videl, da so bile neke spremembe. So bile spremembe, ja. Potem tudi nisem vedel, ali si v bolnici, ali si še vedno v Šempetru, nekaj sem videl na... Ja, sem župnik v Šempetru, po moje naloge so še bolniška pastorala, se pravi iz bolnice. In ponovno imam še eno zadolžitev in sicer skrbim kot upravnik skrbim za Petrov dom. To je dom za ostarele duhovnike. Aha. In to so moje zadolžitve. Trenutno, okay. Ja. Tako da v bistvu, zakaj smo se odločili se povezati pa narediti to epizodo, ko v bistvu s strani poslušalcev, gledalcev sem dobil idejo, da bi lahko zdaj v božičnem prazničnem času naredili kakšno tematiko glede vera, krščanstva, verovanja, pa teh božičnih praznikov, pa pole nekako sem te dobil ven preko družine, ker smo tako v daljni žlahti za reč. Tako da ja, me ful veseli, da si vzel čas. Tako da mogoče lahko začnemo z tvojo zgodbo, kako si se odločil postati duhovnik, ker si malo bolj kasneje postal duhovnik, če prav razumem. Moja pot je šla regularno, bi rekli, kar tiče let. Res pa, da nisem šel, kar je bila navada takrat, jaz sem letnik 73, takrat se je še obstajalo tako imenovano malo somenišče, se pravi, ti si šel že v srednjo šolo s to idejo, da boš nekoč postal duhovnik. Ne? Jaz sem šel takrat po osnovni šoli, sem se vpisal na srednjo strojno šolo v Gorici in sem potem tudi končal. In vmes med tem, ko sem delal to srednjo strojno, sem kot rečemo, ta slavni klic doživel, ta ideja me prešinja. Vsakega duhovnika, ki ga boš vprašal, ti bo na drugačen način razložil ta klic. Zato, ker smo tudi, vsak človek je drugačen, in verjetno tudi Bog vsakega na nek svoj način povabil v to službo, bom rekel tako lepše. Meni se je tu zgodilo ta tako imenovani klic na nekih duhovnih vajah, v Franciji smo bili, kakor tipo srečanje za mlade z cele Evrope. In tam je bilo mnogo takih stvari, ki me je nagovarjalo. Če strnemo vse skupaj, da ne gremo v detajle, videl sem eno vero, ki je taka zelo blizu človeku, zelo konkretna, tudi privlačna za mlade. Recimo, meni je pomeni glasba in tam sem videl, vajen sem bil tudi tradicionalne glasbe pri nas, recimo orgle, petje, kar je vse v redu in prav. Ampak mladega človeka nagovarja tudi malo ritem in to. In tam sem videl bobni med mašo in to razni inštrumenti, drugačna glasba, dosti bolj živa, besedila tudi nova, taka, ki te bolj nagovarjajo. Recimo, eno od teh stvari je bila tudi ta glasbeni vidik. In tudi drugačen način vidiš, da ljudje so imeli vero zares. Ta občutek sem imel na teh srečanjih, ko smo bili v Franciji. In to je meni dalo misliti, sem rekel, tu ne hodijo samo tako zato, ker jih je ne vprasilil, kakor so nas, da je petek maši, petek naufu, ampak so te res z vero, in to res nekaj pomeni. In tu mi je začelo nekaj glodati noter po mojih možganih, po mojem srcu in mi ni dalo miru. In potem pridem domov z tistih duhovnih vaj, to je bilo po drugem letniku srednje, in je začelo že kljuvati že ta ideja, kaj če bi jaz tudi, če pa tak način vere, bi pa tudi jaz bil duhovnik, če bi bil tak način vere širil med ljudi, to bi mi bilo pa privlačno, to bi bilo zame, sem si mislil, in to je potem šlo naprej, jaz sem
to idejo povedal našemu župniku takrat, je bil Igor Lovišček, Biljani, ker se jaz, naša župnija je Biljana, takrat bila, ko sem bil še v srednji šoli in je bil zelo navdušen. Zmenila sva pa se, to je bila zelo modra poteza z njegove strani, da to idejo ohranim zase in da končam srednjo šolo, če me bo po 2 letih, dokler končam srednjo šolo, še držala ta ideja, pomeni, da nekaj je na tem, da ni neka muha enodnevnica, da to ni neka moja ideja, ki bi jo jaz rodil, ali pa nekaj, da bi sam rinil to, ampak dejansko, da je nekaj, kar pač mora še dozoreti in je dozorelo. No. Po 2 letih potem sem pa tudi doma povedal in ostalim in pa sem se pa tudi upisal na faks. In tako se lotilo potem moje študijsko obdobje. Ja. Kakšen je bil pa pole odziv doma? Po 2 letih bomo rekli, se tega ne moreš prav skriti. Če nekam te vleče, se hitro pogrunta, doma te poznajo kot svojega otroka, tudi okolje te pozna. Je kazal, dosti indicov je bilo, da mogoče pa to tista smer, ki bo moja bodoča služba. Tako da so bili navdušeni, takrat so bili navdušeni. Če bi takrat v začetku, ko mi je ta ideja prijemla, verjetno bi me gledali čudno. Po 2 letih pa, ko je vse skupaj malo dozorelo, tudi oni so spremljali to mojo pot, ki je že nakazovala duhovništvo in potem so pa doma bili navdušeni, ja, moram reči. Verjetno tudi pametna poteza strani tvoja duhovnika, da je rekel, da počakati, verjetno li zaradi tega, ker tudi pot duhovnika ni enostavna potem, celibat in vse druge stvari. Točno to, tudi ta poklic dan se kar na udaru. In prav je, da dobro premisliš, da stvar dozori v tebi, da ne greš brez glave v to, brez priprave. Nezanemarljivo je tudi, da študij poteka ne samo študij, tudi vzgoja, ki je si udeležen v bogoslovju, da sta 2 poti, ena je ta študijska, ena je pa duhovna pot, ki mora peljati vzporedno. Traja 5 let do diplome plus še 1 letnik, rečemo temu mi pastoralni letnik, bi bil kot podiplomski študij. Se pravi, tudi ta pot 6 let je potrebna, da še dozoriš tako intelektualno kot tudi duhovno, da potem upravljaš ta poklic. Kako pa recimo poteka, zdaj si se ostavil pri tem izobraževanju, se pravi, si rekel, so 2 smeri, se pravi, verjetno je pač sam študij kot študij, ker spoznavaš krščanstvo, potem je pa duhovna pot. Bolj me zanima ta duhovno izobraževanje oziroma ta duhovna pot. Kaj vse zahteva oziroma da te pripravi na duhovniški poklic? Okay. Bom rekel, bo zdaj zelo dolgočasno, ampak mislim, da to je premišljeno. Na koncu je ena rutina, ki jo ti ustvariš v 6 letih. Ena rutina molitve, študija, da se čez cel dan se ti prepleta. Mi smo že vstali zjutraj, že ob 6 uri, je bila molitev v kapeli, potem meditacija. Če prav tako zvodi meditacija, meni nikoli ni šla dobro skozi, ker bi se mogel razgibati. To sem bi se mogel razgibati in potem si zaspan. Tista meditacija je pol prespana bila z meni. Je meditacija in potem je bila maša, tu že preko smo sploh šli na zajtrk. Potem zajtrk in potem faks. Potem sem dopoldne faks ali pa še popoldne, koliko si imel. Popoldne študijske ure in potem razne dejavnosti znotraj skupnosti, bogoslovne, razni krožki, razne stvari in potem zvečer večerja in večerna molitev. Vse to je taka rutina, ki jo vsak dan pelješ. Sem še pozabil. In opoldne, ko smo prišli s faksa, oziroma tisti, ki je uspel priti že dopoldne do 12 faksa, smo imeli še v kapeli molitev. To je tista molitev, ki se prepleta potem v duhovniški službi. Molitev breverja, v bistvu so tu psalmi, ki so razdeljeni na 5 molitvenih ur. Ene so malo daljše, so hvalnice, večernice in dnevna molitvena ura, druge so krajše. 5-krat presekaš dan, bomo rekli, z molitve, pa bomo rekli, 5-krat daš v svoj dan molitev. Tako da že v bogoslovju se vzpostavi ta rutina, ki je potem živiš čez življenje, da prepletaš tvojo dejavnost, ki je včasih zelo frenetična, zelo
moraš od enega veruka doma, še recimo zarem v bolnico, pridem nazaj, imam spet neko stvarnih sestank, ampak ne smeš nikoli pozabiti notro vpletati v ta dan tvojo povezavo z Bogom, ki je bistvena naveza. Ne? Ta molitev je tista moja povezava z Bogom. Če bi jaz to prekinil, potem sem samo še menedžer in nek organizator nekih dogodkov. Ne? Je ta moj bistveni del mojega poklica izpade. Ne? Zato je bogoslovju že te že nekako navajajo na to, da tvoj dan je prepleten z to duhovnostjo. Ne? Ni neka stvar posebej, ampak je celo tvoje življenje prepleteno s konkretnim delom in s stalno biti na vezi duhovno biti na vezi z Bogom. Ne? Tako čeprav zelo povzamem, ne, je ta priprava potekala v bogoslovju. Nezanemrljivo, lih ta čas, kot je zdaj pred Božičem, smo šli pa za en teden na duhovne vaje. In meni so bile te duhovne vaje fantastične. Si imel na izbiro več variant, jaz sem zmeraj izbral varianto en teden v tišini, pod vodstvom seveda, duhovnega voditelja. Bili smo večja skupina, ampak nismo kontaktirali drug z drugim. Vsak je imel svojo sobo, imel si recimo en način je bil ta smeri 4krat na dan po 45 minut, premišljevanje ob nekem odlomku Svetega pisma. Vizualizirati stvari, ki se jih prebral, zelo dosti uporablja domišljijo, si predstavljati vse detajle, recimo meditirali smo ob prvi poglavjih Lukovega evangelija, ki opisuje Jezusovo rojstvo in vse te dogodke ob rojstvu. Eno leto se prav spomnim, mi je to ostalo v spominu. In še zdaj imam tiste slike v glavi, ki so se takrat ustvaril, ne, ob tistem premišljevanju, ob teh tekstih. En teden v tišini, pol ure na dan si se pogovarjal z duhovnim voditeljem, si mu povedal, kako si premišljeval, kako je potekal tvoj dan, kakšne so bile stvari, ki so te distraktirale, oziroma, kako bi se reklo, ki so te motile, mateči elementi, kako je to potekalo, kakšne misli se to obhajale. In en teden tako, en teden na koncu prideš kot, da si par kil lažji, prerojen. To je zelo lepa izkušnja, priporočam. Ampak vedno mora biti ta izkušnja vodena, ne? Da se ne zgubiš v tisti tišini, lahko rata tudi naporna tišina, ne? Če ni prav izpeljana. No, te duhovne vaje so bile zelo zanimive, enkrat na leto. Potem redno si se dobival s svojim spovednikom, vsaj enkrat na mesec, si pač povedal, kako poteka tvoje življenje, kakšni so vzponi in padci. In potem razno praznovanja, ki so zmeri zanimiva, da presekajo tisto rutino, ne? Zato pa so prazniki. Ne? No, zdaj sem kar razširil, sem mislil, da bom bolj strm. Ne, se to je dobro. To je žar podcastu, da se lahko pole razvije debata in tako. No. Tako da, tle, v tem, kar si zdaj govoril, mi je bilo zanimivo dve stvari. Prvo je bila ta molitev oziroma meditacija. Pred časom sem gledal en dokumentarc, kjer so potem raziskovali, zakaj so pač vere tako razširjene po svetu in so pravili, da pole molitev je ful podobna meditaciji. Se pravi, da kadar ti moliš, še tudi prije možgani v neke frekvence meditacije. In se mi zdi pomembno, ko si rekel, ne, da je redna molitev, da se tudi nekako pole ustaviš sredi dneva, pa potem malo resetiraš, pa potem greš naprej. Ne. Se verjetno tu še vedno počneš potem. Ja. To je moje delo, ne? Poleg tega, kar se vidi, je tudi to moje delo, ne? Da molim zase in za ljudi, s katerim sem poslan. To je pač moja služba duhovnika. Ja. In ta en teden v tišini, je bil na začetku kakšen izziv ali ti je bilo tako? Začetka ti je bilo toliko fajn, ker si se spočil od faksa, končno se lahko tudi malo naspiš. Vse to je pomembno, ni ker tako da prvi dan, drugi dan je luksus, potem tretji dan, vedno je bilo, tretji dan je bilo pa zmeri mal krize. Zakaj? So stvari, ki jih, ko živiš tako frenetičen tempo življenja, ne, so stvari, ki jih malo potlačiš, ne, stvari, s katerimi bi se mogel ukvarjati, ne. Nimaš časa, noče se ukvarjati, ne, ker lahko kakšne stvari so boleče, ne, bi jih raje nekam popeštal spodaj nekam, ne. In tam ostanejo, ne. Ko se pa ti umiriš, ko hladina vode, ne, ko se umiri, potem se vidi, ne, kaj vse je spodaj nekje potlačeno, pride na dan in tisto moraš nekako pobrati in tisto nekako se s tistim ukvarjati, se soočati s temi stvarmi. Kar je edino zdravo, ne, to je edino zdravo, da stvari ne tlačimo, ne, potem pride do nekih eksplozij, ampak da jih se soočamo in se s temi stvarmi
te stvari nekako predelamo. Ne. Ja. Tu si ful lepo povedal in še ena taka, recimo, prispodoba, recimo, ko je ekonom lonc, ne, se pravi, voda bo vrela, dokler ne bo počel tisti lonc, ne, tako da je fajn malo, vsako toliko malo spustiti, pohladiti, da ne pole prije do tega eksplozije. Ne. Potem si pa verjetno že začel duhovniški poklic oziroma duhovništvo. Kakšni so bili pa tako največji izzivi? Se pravi, zdaj, koliko časa si že v duhovništvu? Lani je bilo točno 25 let. 25 let. Ja. A so bili kakšni taki večji izzivi v tem času duhovništva oziroma življenja? Sem različne službe opravljal, jaz sem bil najprej 99. sem bil posvečen na Sveti Gori, sem postal duhovnik, ne, meni to. Sem prejel ta zakrament, ne, duhovniškega posvečenja in potem sem opravljal prvo službo v Izoli 3 leta. V Izoli sem tudi obiskal bolnico kot kaplan in tam sem se, bom rekel, prvič se soočaš z kar traumatično, z ljudmi, ki umirajo. Ne, da nisem videl človeka, ki umira prej, ampak zdaj si tam kot duhovnik, ne, moliš zakramente, za njega moliš, te pokličejo kadarkoli, ne, smrt nima urnika, ne, in pustiš stvari in moraš iti in tam ne veš, kaj boš srečal, ne, v kakšnem stanju bo človek, ki ga dobiš tam. Na intenzivni negi, v sobi, na dom sem šel tudi parkrat, umirajočemu in to je bilo kar traumatična izkušnja na začetka. Potem se pa kukor vsake stvari se malo navadiš, tudi že veš, kaj čakati. Ena zelo traumatična izkušnja je bila tudi tak, da ti ostane v spominu. Ne rečem, tu so take, naštevam samo take špice, nekaj so bile bolj, ki te čustveno kar tako ne spravijo malo v ravnovesja. Drugače je bilo ogromno pozitivnih stvari. Ampak če smo že vprašali, kakšne take večje tako, je bila en pogreb otroka. Tu sem prvič doživel v Izoli in sem bil na vse pripravljen, ampak nisem pričakoval, da bo majhna truga in tudi, da bo taka trugica bela. In je bilo kar šokantno. In ja, tudi to je življenje. Ne? In ja, duhovnik si pri veselih dogodkih, kot je rojstvo, poroka, ampak tudi pri takih, ne? Kot je smrt ali pa bolezen, je del poklica. Ampak kot mlad kaplan se moraš enkrat prvič soočiti tudi s tem. Ne? Verjetno te pa to lahko tudi dosti nauči, ne? Ker recimo starogrška stoična filozofija, ne? Imajo ta memento mori, spomni se, da umreš in da se moraš pač soočiti s to minljivostjo, s to smrtjo. Kaj te recimo, a ti je nekaj dalo, verjetno takrat si se nekaj naučil skozi te izkušnje smrti? Ja, kot si rekel, stalno biti pripravljen, ne? Stalno biti pripravljen, ker kot pravi svetopismo, ne vemo ne ure, ne dneva, ne? Kdaj nas čaka, se pravi, biti zmeri z eno idejo, sem tle samo začasno. Ne? Mi si toliko stvari nabavljamo, s tolikimi stvarmi se obdamo, kot da bomo cele utrdbe zidemo bajte, ne vem kaj, kot da bomo tle 100 let. Pa v bistvu tle smo samo zencajt, ne? Smo samo v krščanstvu rečemo, ni tu naš stalni dom je v nebesih, tle smo samo začasno, ne. Smo samo potniki ali pa romari, ne, skozi to življenje. Se rodimo, pridemo, en cajt smo in potem gremo. In če imaš to v mislih, je v bistvu ni tu neka teža, da misliš na to, da si tle samo začasno, ampak je v bistvu je neka stvar, ki te olajša. Te osvobodi, ne? Te osvobodi, ker drugače si lahko preveč se prijemlješ preveč samo teh stvari, ki so na tem svetu. In samo to, ne. Če pa veš, da si tle samo začasno, ok, tle smo, upajmo, da naredimo čim več dobre, čim več škode in potem gremo tam, kamor nas čaka večni dom v nebesih, ne.
To je v bistvu ena tolažba, lahko pa ena olajšava. Lažje greš skozi življenje, če imaš to v mislih. Ne. Ja, ko se enkrat soočiš s tistimi težkimi obdobji, poleg kar greš skozi, ti je pa ful lažje, ful popusti. Točno tako. Ja. A so bili še kakšni taki izzivi, ki recimo ti prijajo zdaj na misel v teh 25 letih? Ali je bilo to v sami službi, ali recimo v osebnem življenju? Ponavadi dosti krat se omenja ta celibat, da zna biti kar naporen. Naporen, zahteven. Začetka sploh ni bil nič naporen, ker vidiš kolege, ki se poročajo, ne? In si misliš, jaz sem pa fraj, ne, lahko rečem, da ne teži, da moramo biti doma. To je en vidik, ne. Potem pa z leti mogoče pa vidiš, ko prideš domov, v prazno faroš, potem, ko si že župnik, nimaš nobena niti, s katerim bi se skrehal. In je zna biti pa to lahko mal teža. Te bližine, da imaš nekoga. Zato je dobro, duhovniki vedno pravimo, drži se duhovniške družbe. Dobro, jaz rečem, ok, duhovniška družba, ampak tudi sicer, dobi se neke ljudi okrog sebe, ljudi, s katerimi zaupaš, s katerimi se lahko pogovarjaš, s katerimi lahko deliš tudi svojo težo, svojega poklica. Najslabše je ostati sam. In takrat zna biti celibat, oziroma cel paket duhovniške službe zna biti težk. Krščanstvo sploh ni vera individualizma, enega človeka, je zmeraj vera skupnosti. Krščanstvo je zmeraj vera skupnosti in ti kot duhovnik moraš tudi živeti neko skupnost z nekom nekje. Ni tista tvoja družina, tvoja žena, tvoji otroci, ampak nekje moraš dobiti eno skupnost, kjer se najdeš, kjer si ti rasti, kjer se tudi lahko sprostiš, kjer lahko te skrbi daš ven, ker si razumljen, ker si sprejet. Jaz me zdi, dosti ljudi, kar se mi zdi, da jaz, kar vidim od zunaj, jaz sem tudi, sem bil vzgajan v krščanstvu, ampak nisem zdaj prav toliko več, ne hodim več toliko k maši in tako, ampak se mi zdi tiste ljudi, ki so stalno v cerkvi oziroma so zelo verni, se mi zdi, da prav ta skupnost jih drži pole skupaj, se dobijo svoj krog ljudi, stalno hodijo k maši, potem tam se nekako lahko povežejo in se mi zdi, tu je tak velik faktor, ki naredi krščanstvo. Ja, je vera skupnosti, je to res, Kaj recimo vidiš, da kako ljudem recimo pomaga vera za splošno življenje, za dobro počutje, notranji mir? Zdaj vera je treba ločiti. Eno je vera, druga je vera. Kako to misliš? Zakaj mislim? Bom šel odgovarjati takoj na vprašanje in potem bom razložil, zakaj sem tako grobo odgovoril. Enim vera pomaga, enim pa škodi. Okay. Vem, kaj hreš. Okay. Eni grejo k maši zato, da gledajo, ko je drugi oblečen, grejo k maši, da opravljajo, grejo k maši, da lahko tudi odkljukajo, sem šel k maši in zdaj mora biti Bog z mano zadovoljen. Tudi nekako bomo rekli potešijo, ali pa bomo rekli, kakor da bi s tem sem odpravil in sem se olajšal vest s tem. Ta vera je tista vera, ki rečemo, bodi reči doma in gled televizijo, ker če ti vera ne pomaga, da si boljši človek, potem ni nekaj narobe z vero, nekaj narobe s tabo, se pravi, ti najemneš vero za res, ker vera te mora spreminjati na boljše, te mora biti delati drugačna človeka, zmeri boljšega človeka, ki je blizu drugim. Ne pa imaš take ljudi, ki redno hodijo k maši in so skrehani s sosedi, so skrehani s tem, na firmi so največji, najslabši šefi in tako naprej. Se pravi, zato pravim, je vera in je vera. Je vera tista, ki je samo navzven, samo na vides. Jaz se kažem tam v cerkvi, ampak mene tisto dogajanje tam me nič ne spreminja. Zato pravim, lahko še škodi, ker mi delijo slabo reklamo, tako zareč. Malo za hec, malo za res. To je nekdo na internetu, sem nekje prebral, nekdo je tam napisal, da to je kukor, da hodim k maši, in da mislim, da sem potem, da sem jaz veren, samo zato, ker grem k maši, isto, kot da bi stal sredi garaže in mislil, da sem avto. Dlje cajta, ko stojim v garaži, boljši avto postavim. Ni res,
In potem je tista vera, ki je pa vera, ki človeka, vera v Boga, ki človeka res dela drugačnega, ki se tudi v njegovem življenju pozna. Ne? Da drugi gledajo človeka, njegova dejanja, človeka, ki hodi k maši, ne? Ki je res veren in vidijo, da ravna drugače kot drugi, da ravna boljše, da zna odpuščati, da zna priti naproti, da zna razumeti človeka, da zna poslušati, da zna pač, da je človek. Ne? Da je človek normalen, pošten, kvaliteten človek. Ne? In to se začuti. Ne? To se začuti človeka, ki je res veren in nekaj fake, ga tudi vidiš, ne? Po dejanjih. Sveto pismo beremo, da pravi Kristus, drevo se spozna po sadu. Ne? Če je sad dober, je drevo dobro. Če so sadeži slabi, pomeni drevo je slabo. Ne? Tako da tudi človeka spoznaš po njegovih dejanjih. Ne? Kakšna vera je, koliko je res veren, se vidi po njegovih dejanjih v vsakdanjem življenju. Ja. To se ful pa povedal. To se mi zdi, da je bistveno. Nekaj tudi recimo pri tebi sem začutil, malo itak, ko so mi povedali doma zate, potem sem šel malo hitro pogledati na internet, na Facebook, potem sem videl en video, kjer si govoril za mlade in tako je me takoj pritehnila ta tvoja energija, sproščenost, pa vidiš, da dostikrat se mi zdi, ko si rekel, veren človek oziroma človek, ki ima neko verovanje, se mi zdi, da je tudi boljši človek, boljš deluje, boljše v svetu, dela dobro za druge in tu me je pa tudi pri tebi tako pritehnilo, da bi lahko malo delili glede tega. No, tako da, tudi danes sem recimo začutil, da si tak uredi človek. Hvala, ja, zdaj si razložil ta vera, ne vera. Kako pa recimo ta prava vera lahko pole pomaga pri ljudem oziroma kakšne so neke te prakse znotraj krščanstva, ki pole ljudem pomagajo postati boljši človek? Ja, ogromno stvari je, ki ti lahko pomagajo biti boljši človek. Ne? Od Maša smo že omenili. Maša je tako bogatstvo, to je največji paket, ne? In najlepše okolje, bom rekel, najlepši tak milje, kjer se jaz lahko najbolj blizu srečam z Bogom. Ne? Ampak tudi Maša kot Maša je treba dobro pripraviti, mora biti dobra glasba, mora biti urejeno to bogoslužje, da se lepo to dogaja. In potem je lahko to okolje zelo tako naklonjeno temu, da se jaz tam srečam z živim Bogom, ne pri Maši. To je en način, ampak ni pa edini. Ne? Mi smo bili vajeni skozi desetletja, kar se je shoduhnavko in potem kot mulci Maša in to je bilo to. Ne? Nismo poznali pa drugih oblik molitve. Zdaj imaš dosti novih oblik molitve, ki se zdaj pojavljajo, recimo slavilna molitev skozi glasbo, sodobno glasbo, imaš tudi tam bobne in vse in je zelo močna ta molitev, ki se zdaj pojavlja. Mi tu gojimo v Šempetru, imamo enkrat na mesec slavilno molitev, ob sobotah zvečer, naredim lahko reklamo. Ja, komod. Ja. 18. januarja bo spet. Okay. Decembra smo pustili premiero, ker je toliko dogajanja. 18. januarja ob 7. lepo vabljeni v Šempeter na slavilno molitev. Potem imaš zadnje cajte se zelo propagira tudi skozi tako imenovan svetopisanski maraton. To ne pomeni, da laufamo s svetopismom, ampak da se dlje časa bere svetopismo. Tu je zadnje cajte zelo propagira svetopisanska družba Slovenije, zelo se razširilo tudi po Sloveniji. Branje svetega pisma tudi je zelo eno veliko bogatstvo. Človeku da zelo dosti modrosti je tam noter, zelo dosti modrosti in že sama beseda, ki jo beremo, je Božja beseda, tako verjamemo. Zelo čisti človeka, ga pomirja, ga zdravi. Nekdo je tako lepo razložil, kako deluje branje Božje besede, branje svetega pisma. Škoda, nimam teh vrčev, da bi to pokazal, ampak moj sobrat, duhovnik, je to zelo nazorno pokazal. Recimo, da imamo en kozarc čiste vode in vanjo kapnemo malo črnila. Postane voda temna, normalno. Zdaj, kako bi tu vodo mi očistili? Ja, lahko jo zdajmo pročno, točimo novo. Ampak pri človeku se tega ne da. Ne? Ko doživiš neko travmo, neko stvar, nekaj, kar te umaže, kar te zamori, kar te spravi v neko anksioznost, neko depresijo, to so tiste kapljice črnila. Kako zdaj to črno, kar je v meni, prečistiti?
En način je, da zlijemo proč. Pri človeku se reset ne da narediti. Ali kaj naredimo? Vzamemo vrč čiste vode in nalivamo, tudi da rečes, nalivamo, vzamemo še spet druge vode čiste in toliko časa, če dlje časa nalivaš, vsa tista črnina prestaje, nastane samo čista voda. To je ta efekt, ki ga ima branje Svetega pisma. Zelo nazoren. Ne? Branje Svetega pisma zelo čisti našo notranjost, sploh vse stvari, ki so v podzavesti, ki smo jih spet govorili, ki jih tlačimo nekam, ne skozi življenje, se z njimi ne soočamo, pa so tam, nekje spodaj gnijajo in delijo smrad in mi škodijo, meni kot meni. Se pravi, branje Svetega pisma ima ta efekt, če ga vzamem zares, da me tudi notranje zdravi, očiščuje, mi pomaga iti skozi razne travme. Imaš tudi bralne načrte. Če boste šli na Svetopisemsko družbo Slovenije, imaš bralne načrte, kar pomeni kaj? Za neko določeno travmo, bom rekel, jaz sem recimo boleča izguba ljubljene osebe. Ali pa nekomu ne moramo odpustiti. Ali pa sem v veliki žalosti ali depresiji. Imaš ti bralni načrt, prav izbrane odlomke na to temo, oziroma primerne za, bom rekli, zdravljenje neke določene travme. Kukor da bi imel odlična diagnostika in bi ti rekel, to in to ti fali in jaz zato ti dam pa ta in ta, točno ta zdravila, točno za to zadevo. To je spet nekaj novejšega in tudi zelo se prakticira. Ta bralni načrt je lahko pošljajo po mailu in ti potem greš tiste odlomke poiskati in brati. In na tak način tisto travmo skupaj z branjem nekako presešti. Zdaj so omenili slavilno molitev, branje Svetega pisma, pa mnogo drugih, recimo krščanske meditacije, zelo se propagira vzhodne meditacije, no pa ne vem, da imamo mi zelo dobre krščanske meditacije, o kateri sem govoril, recimo tiste meditacije, ko sem jih imel na teh duhovnih vajah. To pa ne poznam, če lahko poveš malo več o tega. To pa so zelo razvili jezuiti, Družba Jezusova, so redovniki, njihov ustanovitelj je Ignacij Lojolski, ki je tudi napisal knjižica Duhovne vaje, tako preprosti naslov, in tam so pravila, predvsem pravila, kako tudi za meditacijo, ampak pravila tudi za kako razločevati duhove, kaj to pomeni. Ko si ti v molitvi, ko si ti v meditaciji, ko ustvarjaš prostor, ko ni hrupa, ko ni česar, te lahko obhajajo različne ideje, različne misli. Ni nujno, da vse misli prihajajo od Boga ali pa da so dobre. Lahko so tudi misli, ki so zelo negativne. In ti moraš znati razsoditi, kdo te nagovarja, kateri duh te nagovarja. Je to Božji duh, lahko pa ni Božji duh. Ali pa so stvari, ki so moje ideje. Tu Ignacij Lojolski je zelo dobro izdelal pravila za razločevati, kdo me in kaj me nagovarja. In on ima tudi te duhovne vaje v tišini, ki so tam opisane, oziroma točno način, kako se to izpeljete duhovne vaje in te meditacije tudi predlaga. Meditacija je zelo preprosta na koncu. Najprej se umiriš, se obudiš to, da zdaj sem pa, se postaviš v Božjo prisotnost, kot rečemo temu, zdaj sem tukaj pred Bogom. Moraš obuditi to zavest. In potem se postavi v en položaj, ali je to sede, ali je to, imaš take majhne pručke, ki se postaviš pod kolena in si na pol sede, na pol kleče, tako lahko si decajta, ker če bi ti se usedel na svoje noge, potem ni cirkulacije, začne biti boleče. Te pručke so prav narejene za to meditacijo in si te lahko potem zravnanem takem položaju tudi 1 uro, 45 minut. Potem pa mi smo imeli to meditacijo s Svetim pismom. Se vzel tisti odlomek, se ga prebral enkrat, potem si ga prebral še enkrat in potem si iskal, kaj v tistem odlomku, kaj, bom rekel, štrli ven, kaj ti je tisti dan štrlelo ven, en stavek, ena ideja, ena misel. In potem se okrog tizga ukvarjaš, dlje cajta, pa prebereš še enkrat. Potem pride iz tega dela branje, prvi del meditacije, drugi del meditacije je premišljevanje okrog tistega, kar ti je nagovarjalo, kaj mi hoče Bog po tej besedi danes sporočiti. To premišljuješ.
iščeš, se pogovarjaš z Bogom in na koncu pride iz te branje, premišljevanje, molitev. Iz tega potem narediš neko zahvalo, svojo zahvalo ali pa prošnjo Bogu. Ne? Ampak pravim, to zdaj sem povedal v parih sekundah, to traja lahko pol ure, 45 minut. Si pa moraš sam zadati cajt, koliko kuhra veš, da boš zmogel. In še eno zanimivo pravilo je, če ti je meditacija gre dobro, ne, super, nič te ne zmoti in nakudijo misli, nikamor ne potujejo, je pravilo to, če mi gre dobro meditacija, jo skrajšam za par minut. Če se matram in ne gre, pa to me boli, pa uno, pa misli mi upajo, pa nikakor se ne moram zbrati, kadar je težko, pa podaljšam za par minut. Nalaž, da se samega sebe vzgojiš. Je tako, banalno pravilo, ima zanimivo. Ja. To recimo pravijo te vzhodnjaške filozofije, ne, recimo Buda in to, da če pač nimaš časa meditirati 15 minut na dan, ne, si moraš vzeti par ur na dan za meditirati. Če nimaš časa. Če nimaš časa, ne. In se mi zdi, ja, dobra povezava, ne, ker tudi ne te vzhodnjaške meditacije, pa kakorkoli, ki so zdaj bolj popularne v svetu, ne, se spet v bistvu glavna da elementa, se mi zdi, da sta opuščanje misli, ne, kar je tudi v tej krščanski meditaciji, pa tudi povezovanje z vesoljem, z Bogom in tako naprej. Tako da je neka usporednica, lahko vzpostaviš. Ne, recimo. Ja, je usporednica in ni. Ker pri budizmu gre za odsotnost čim manj misli, oziroma misli dajati na stran, da se čim bolj v niču, čim manj brez misli. To je budizmu. V krščanstvu pa je drug proces, je da svoje misli, da jih ne peham proč, ampak da jih skoncentriram tam, kamor jih hočem imeti. Da z mislimi ene misli, ki me motijo, dam stran, ampak tiste, ki bi pomagajo moliti, jih ohranim. Taka banalna slika je. Zanimivo. Ja. Misli mi morajo pomagati moliti. Pri budizmu pa so vse misli moteča in jih moraš vse dati stran. Kar je zelo naporno, po mojem. Ja. Mislim, se tudi pravi, da cilj meditacije ni, da si brez misli, ne, ampak je učenje uma, da opušča misli. Ne. Vse zunanje držljaje in se fokusiraš pole ali na nič, ali na tiste pozitivne misli in tako naprej. Zanimivo. Prej si tudi malo omenil tu spovednico, pa verjetno tu ima tudi velik vpliv na življenje ljudi. Se pravi, da se spoved, da se spoveš svoj greh, ker verjetno tudi tu je neko predelovanje stvari. Ja, najboljše, če je spoved redna, ne, da imaš enega nistega spovednika, da te že pozna in da mu slediš, ne, da skupaj potuješ na neko pot. Ne. To je najboljše, ne, za oba. Cerkev velja danes zelo za zastarelo institucijo, zelo kostenelo institucijo, ne vem kakšno. Mnogo negativnih pridevnikov bi dali tle, ampak poglejmo realno, da se zapravlja milijone in milijone, na tisoče in tisoče dolarjev se zapravlja z razne psihiatre, psihoterapeute, ljudi, ki jim plačaš, da te poslušajo. A v cerkvi imaš tu zastojn, a nobene koristi. Mislim, malo, ne? In koliko stoletij že to delamo, ne? Smo tam na razpolago zato, da se izkašljaš. Ne? In imaš še tu garancijo, da tisti grehi, ki si jih izpoveš, dejansko, če se jih pokesaš, če si pripravljen delati drugače, da so ti tudi odpuščeni. Ne? To je ta garancija krščanske spovedi. Ne? Psihoterapeuti pa poslušajo ti da na svet, ampak potem moraš sam se soočati s tvojimi problemi in jih nekako reševati. Spoved ni potuha, ampak je lepa vzgoja, da znaš poznati sebe, ker to se mi zdi zelo pomembno. Ne? Grška filozofija ne pravi, poznaj sebe. Ne? In skozi to, da recimo enkrat na mesec, da opraviš spoved, moraš predelati tisto obdobje, soočati stvari, ki si jih počel, mislil, delal in nekako kakor da bi stalno brisal prah. Ne? Stalno enkrat na mesec moraš prečistiti prah, ne? In moraš se soočati s tistim prahom, tudi če je tam neviden, ne? A moraš nekako najti in dati na plano. Ne? Če pa ti prah postiš tam po ratijo, vemo, kako rata. Ne? Če zanemariš prah, ratijo cele one štrene. Ne? Tako da mislim, to je zelo, zelo zdravilno.
v prvi vrsti in tudi vzgojno, ne, da znam sebe, da poznam sebe. Če pogledam neko obdobje nazaj, te sem falil na tem področju, bi lahko delal, bom tudi za naprej vedel, kje se paziti oziroma kje dati več od sebe. Ne. Sem stalno nekako soočen s tem, kako živim, kaj delam. Ne. Sem primoran, ne, če enkrat na mesec naredim recimo to spoved. Enim delajo tudi redkeje, ampak dobro, pravim, zdaj, če bi bilo to redna spoved, to je zelo, zelo pozitivno za človeka. Zanimivo. Veš, kaj sem rekel, da se še malo ustavimo pri problematiki, oziroma itak vemo, da je vera in krščanstvo je malo v upadu zadnje leta, oziroma v tem modernem svetu. Zakaj misliš, da je prišlo do tega? A je to povezano s tem, kar si prej omenil, da se vidi institucijo, cerkev kot zastarelo, po tvojih besedah, ali je kakšen drug dejavnik od zadaj, ali smo prišli v neko drugo fazo, kjer se išče bolj ta novo duhovnost, new spirituality, ko se reče tu v svetu. Zakaj misliš, zakaj se dogaja tu danes? Najprej, da razčistimo eno stvar. Krščanstvo v svetu je v porastu. Ma ne v Evropi, ne v zahodnem svetu. Ne v Evropi. Okay. Tle pa zelo v padcu. Zelo v porastu, recimo, gledamo samo po podatku duhovni poklici. Pri nas je, duhovni poklici, zmeraj nas je manj. Ja, v Sloveniji, ja, v Evropi, ja, na zahodu, ja. Ampak Južna Amerika, Afrika, neki Azije je pa v porastu. In krščanstvo mi tega dela sveta, kar da ga ni. Tam je čisto nekaj drugega, tam je zelo živo krščanstvo, konkretno mladi ljudje, dosti ljudi, tle pri nas bo zmanjkalo ljudi, Slovencev ne bo sploh zmanjkalo mali, če bo šlo tako naprej. Tu naše krščanstvo, kaj se je zgodilo z njim, po mojem bila narodnost z vseh strani, z mnogih strani. Ena stvar je ta, da mogoče ta naša cerkev, da je mogoče v par desetletij nazaj malo zaspala. Takrat so bile številke še zelo visoke, zelo dosti se je hodilo k maši, bomo rekli, tako tradicionalno. Grem, kar se pač gre, vsi grejo, grem še jaz. Čeprav neke osebne vere lahko par deset let nazaj govorim, vsak ni imel neke prav hude osebne vere, je šel zaradi neke folklore, za praznik, pa še tudi poleg tega, da imamo potico, da gremo še po nočnici. Za večje praznik ali pa v nedeljah, dosti familij. In potem je prišel ta naš znan COVID, ki je malo tu potresel. In mi smo rekli v cerkvi, je prevrtel cajt za 10 let naprej. Kar se je zgodilo v COVID-u, bi se zgodilo po poti še 10 let, bi počasi to se dogajalo, da bi mnogo ljudi šlo proč. Je šlo proč, ker prvič je bilo tisti COVID, nismo hodili k maši, nismo se smeli družiti in je to lep izgovor, da kar sem že dolgo recimo pri sebi že nekako mlev, tam je snimam kje iskati, se skupaj brez veze, me ne nagovarja in pa sem imel lepo priliko, da sem elegantno, nisem šel več v maši, nisem več bil v cerkvi. To je en vidik. Drugi vidik, kot sem rekel, je cerkev tudi malo zaspala, ker po mojem takrat se je zanašala na to tradicionalno vernost, dosti ljudi je bilo, številke so bile velike, smo pisali, koliko hodi ljudi k maši, spovedi, da je zakramentom, ampak zadnji mogoče te vsebine, kot pravim, ljudi več ni nagovarjala. Zakaj? Zato, ker treba iskati nove načine, koliko pred blizu ljudem. Zmeri nove načine. In poleg tega so v cerkvi tudi so hodile, takrat je hodil še za razne afere, tudi zelo odvrne ljudi, zelo odvrne to ljudi od cerkve. In malo je pa še popularno po cerkvi pljuvati, že je tako priročna, če nimaš druge novice, pa malo udariš po cerkvi, pa je zmeri, noben te ne bo zaradi tega tožil, je zelo priročno in se stvari zelo negativno menje. Malo smo sami krivi, malo so mediji, malo je to, malo tretje, malo četrto. Rezultat je ta, da so cerkve zmeri bolj prazne. Se pravi, nekaj na strani ljudi, nekaj na strani vodstva cerkve, ki ni znalo najti poti do teh ljudi. Ali pa premalo delo na tem, no. In tako da zdaj smo tle, kjer smo. Opažam pa eno drugo stvar po COVID-u.
Da če prej, kot sem rekel, so hodili k maši vsi, sam tudi smo šli k maši ali pa v cirkel, pa bili blizu župnije, samo zaradi tega, ker so bili tudi drugi iz neke tradicije, se je zdaj zelo skrčilo in pride k maši manj ljudi, ampak ti ne samo k maši, tudi drugim zadevam, ne, ki jih znotraj cerkve, molitve, tretje srečanja, prije manj ljudi, ampak tisti, ki pridejo, so pa zelo pri stvari, bom rekel, zelo pri stvari. Se nadela selekcija, da? Ja. In so prišli lahko kakšni novi in so zelo zagnani, ne. In kakšni, ki so prej bili desetletja, ni več. Se je prav nekaj premešalo, kar se mi zdi dobro, da se to vsako toliko preseje. Tako je toliko negativnega, to je pa po mojem neka pozitivna stvar. Zakaj pa misliš, da je potem po drugih koncih sveta v porastu, se pravi, se rekel Južna Amerika, Azija, Afrika, tam je pa v porastu. Ja. Kaj je pa tam razlog od zadnje? Po mojem zato, ker mi smo se odločili, da bomo zamenjali Boga. Naš Bog je bil prej krščanski Bog, je toliko stoletij in je prišla ta moderna doba in smo rekli, nam ne bo noben komandiral, sploh pa ne cirkus, sploh pa nam bo Bog tle ukazal, kako živimo, mi bomo izbrali sami, kako bomo živeli. In smo si izbrali druge bogove. Eden od teh velikih bogov je potrošništvo. Ne? In mi smo rajši hodimo na kupovalne centre, se obdajamo s stvarmi in si iščemo notranje zadoščenje v tem, da gremo v shopping, v tem, da si polnimo stanovanja s stvarmi, ki jih sploh ne rabimo. Tu je eden od bogov in je še mnogo drugih. Ne? To imeti, namesto biti. Ne? Individualizem, ne? Zapirati čim ožji krog in jaz ostalih ne rabim, sem sam sebi zadosti, tudi eno od teh bogov. Ne? In še mnogo drugih, od tega, da hlepim po denarju, po imetju in da zapravljam stvari za stvari. Vse to smo si dali na mesto, na prvo mesto. In potem je rezultat tak, kot je. Rezultat je tak, kot je. Ne? Ker mene stvari od zunaj mene ne morejo delati srečna. Sreča lahko prihaja samo od znotraj. In tu smo mi zamenjali. Ne? Jaz našim birmancem, ko se pripravljam na Birmo, pogovorimo o sreči, pravim, človek je rekel na peč, na drvo. Tista pečna drva, smisel pečina drva in princip delovanja pečina drva je, da jaz dam drva noter, da zakurim in peč se ogreje, najprej sebe in greje tudi okolico. Tako je narejen človek. Ne? Od znotraj najprej se ogrejem jaz in potem grejemo vse ostale, svojo srečo in svojim vsem pozitivnim. Mi smo pa začeli to peč ogrevati z nekimi feni in nekimi kaloriferji od zunaj. Stvarmi hočemo narediti sebe ali pa druge srečne. To ni princip delovanja človeka, ko ni princip delovanja peči, da jaz bom peč od zunaj ogreval, prvič ne bom nikoli ogreval in drugič, ko bom umaknil, bo spet hladna. Torej, tu mi hočemo narediti obrniti proces, kako narediti človeka srečnega, ker tako človek srečen ne more biti, ker ni narejen človek, da bo tako na tak način srečen, da se bo obdal s predmeti, s stvarmi, ali pa tudi z dogodki in doživljaji in da ga bo to srečevalo. Ne, človek mora imeti noter nekaj, kar potem osrečuje navzven in tudi okolico. To je ful zanimivo. Ja, lepa. Ja, ker v bistvu bolj ko iščeš zunanje stvari, pole priješ do neke točke, ker vidiš, da tiste zunanje stvari te ne morejo napolniti, in pole iščeš še več. Ne? In tu se sploh vidi, recimo v Ameriki, ne, ker ljudje kopičijo to bogatstvo, milijone in pole pač se jim življenje poruši, ne? Ampak pole grejo pa v drug krog, ne grejo nazaj v vero, krščanstvo, pa grejo potem v alternativo, ali je to skozi vzhodnjaške prakse, new spirituality, pa kakšni psihodeliki in tako naprej, ne? Ampak to je rezultat tega. Ne? In se mi zdi tudi malo problem, da danes je ta nova duhovnost, new spirituality, kot se reče, ne? Pač iskanje Boga v vesolju, v življenju in tako naprej. In to se mi zdi, da je tako fancy jedan danes, ne? Da se išče, da ni samo Bog krščanski Bog, ampak je drugje Bog. Ne? Ja. Je zelo moderno. Ja. Je tako moderno in po mojem zaradi tega, ker je moderno, pa je tudi toliko ljudi
pretehne. Ja, zelo pretehne, ker je moderno, lepo se sliši. Ni nobene neke religije okrog, Ja. ne? Nobenemu ničemur ni treba pripadati, nikamor ni treba iti ob taki uri, nič, ne. Lahko živim, kjer rečem tisto duhovnost. Predvsem pa je to, da je narejena po moji meri, ne, kolikor meni paše in kadar meni paše. Ja. Samo tle Nič od mene ne zahteva. Ja. Pa se mi zdi, da tudi kar jaz vidim, da recimo taki ljudje, ki mislijo, da so neki duhovni, spiritualni po teh novi duhovnosti, modernih duhovnosti, se jim samo zdi, da so, ne? Ampak hkrati imajo tako velik ego, da tega sploh ne prepoznajo, koliko imajo še nekega tistega črnega brvila noter, ne, vodi, ko si prej omenil, ne? Tako da je zanimivo to. Ne? Čekaj, zdaj sem se hotel, sem malo zgubil. Ja, se pravi, za te ljudi, ki so malo pozabili, oziroma jih pritehne ta krščanstvo, vera, ampak ne vejo, kako bi to v življenje vključili, oziroma kako bi se bolj povezali z Bogom. Lahko so tu malo mlajši, pa tudi naše srednje let. Kako recimo naj začnejo, oziroma kako iskati tu povezanost z Bogom? Aha, ki so malo, so odsodolili. Ja, tako pa recimo ljudje, ki so izgubljeni v življenju, pa iščejo neko povezavo s samim sabo, z Bogom, kako recimo, kaj recimo lahko sami naredijo na tem? Zdaj, lahko bi naštel stvari, ki jih lahko počnejo sami. Samo sem bi bil kontradiktoren, ker sem rekel, da krščanstvo ni vera, ki jo človek živi sam, ampak skupnost. Jaz bi rekel, poiskati eno skupnost. To je zelo, zelo fajn. Imaš razne skupine, take, drugačne, molitvene, srečevanja, svetopisemski krožki, ne vem kaj. Znotraj vsake župnije je sigurno par skupin takih. Zelo pozitivna izkušnja smo imeli, se lahko ne bom direktno dogovoril, ampak posredno. Zelo lepa izkušnja. Smo uvedli pri nas tako imenovane maše sodelovanje staršev in otrok. Pridejo 2 razreda, prvi in drugi, recimo, enkrat na mesec se dobimo ob sredah in smo pred mašo 3/4 ure, starši z mano se dobijo, istočasno otroci z katehistinjo. In pripravljamo mašo za tisti dan. Se dobimo pred mašo 3/4 ure, pripravljamo tu mašo. Vse sodelovanje, prošnje, napišijo sami, ne, tudi zahvale Bogu pri maši napišijo sami. Otroci sodelujo po svojih zmožnostih. In pesmi, se naučimo pesmi, na kitaro, pojmo in tako. In potem gremo skupaj na maši in tam tisto mašo odmašujemo, naredimo, pojemo, otroci tudi kaj mihajo tam premaši, tako zelo sproščena in se je zelo primno to. Zelo primno. In potem po enem letu, zdaj imamo že drugo leto, že drugo sezono, peljemo te maše naprej. Sem vprašal starše, kaj mi je bilo, mislim, tako malo feedbacka, ne? Kako se mi je zdelo. Z eno leto smo imeli enkrat na mesec, 8 ali koliko teh maš je bilo. In so bili razni odgovori in en odgovor od ene mame mi je domisliti. Je rekla, veste kaj, mi smo priseljeni v Šempeter. In se pridemo v nedeljah maši, ne, skoraj zmeri, ne. Ampak v taki masi ljudi, tam nobenega ne poznaš, je težko priti kar do enega, pocuhati za rokav, jaz sem pa ta in ta, kako se ti kličeš. Kar tako v tisti masi težko najdeš skupnost, bom rekel. Ne. V tisti skupinci je toliko staršev, ne, in so še tam letniki približno, ne, kam imajo isto stare otroke, ne. In so se po enem letu že povezali, rata že ena mičkana skupnost. Ne. Hočem reči, tu se mi zdi, da je pot, ne. Te majhne skupnosti, ali so tu starši, ali so tu birmanci, ki grejo na duhovne vaje, ali so tu mladinci, ki pripravljajo oratorij, ne, ali so tu zakonci, ki se dobivajo. Te majhne skupnosti se mi zdi, so zelo lepa prilika, kamor se nekdo vključi, priključi in najde, bom rekel, neko pot nazaj. Neko pot nazaj. In potem vse drugo, kar nudi neka župnija, pa cerkev, če vzamem, imaš ogromno tega, se pravim, ne, take molitve, do take, od slovesnih maš, do bolj preprostih maš, do takih družen, drugačnih molitev, mnogo je tega. Vsak, ki ima voljo, bo najdel odprte roke in dobrodošel. Najbrž moraš tudi zbrati oziroma hoditi nekam v neko župnijo, kjer se pole tudi nekako povežeš in z duhovnikom. Ja. In tudi to je verjetno pomembno. Točno to, zdaj si povzel vse, kar sem govoril pol ure.
da najdeš neko svoje mesto v neki skupnosti. Ja, to je zelo pomembno. Pa ni za reči, lahko ne dobiš prav v tvoji župniji, greš potem drugam. Mi smo zelo, od duhovnikov naprej smo zelo tako, vrtičkarski, kot rečemo temu. Jaz obdelujem kot župnik samo moj vrtiček in ne levo, ne desno. Po mestih je sploh to prehajanje zelo pogosto. Nekdo je, ne vem odkje, in hodi hmaši na kapelo v Gorici. Nekdo je preš Petra, hodijo, ne vem, lahko na kapelo ali pa v Sovka, pa Zrenč hodijo hmeni, ali pa naši hodijo drugam. Bolj, ko smo blizu mest, bolj je tu prehajanje zelo pogosto. Na vseh smo bili pa strogo vajeni, samo v našo cerkev. Ja, ker jaz sem tudi tle zbrt, sem pač odraščal tle na Dobrovem in zaradi tega mi je ta vaški koncept malo bolj znan, se pravi, ti hodiš v tvojo župnijo in to je to. Če ti ni všeč, pač jebi ga, se počujem za besedo, ampak... Tako na srečo imaš, da imaš nekaj župnika. Rekel se tu izbiranje, včasih lahko tudi nehvaležno, ampak... lahko se najdeš v neki skupnosti prav drugje, se ne treba, da se jih, zato ker si rojen tle in živiš tle, moraš, malo je treba tudi presešti, sploh na vseh smo tu. Jaz sem bil, 14 let sem bil na Vipavskem, pač so podeželje, in vem, kako funkcionira podeželje, pa doma sem zbrt, vem, kako funkcionira te župnije in to. In malo v naših cerkvih bo tudi treba malo v glavah presešti to, da ni vrtičkov in ohrajc okrog, župni, da so pač, to je skupnost. Če se jaz najdem kot skupnost tle, bom hodil tle in bom tam ustvaril to skupnost. In to je to. Evo, super. Veš, kaj me zanima tudi, kako vidiš pa prihodnost krščanstva in vere v naslednjih, 5, 10, 20 letih? Meni je zelo posrečno rekel papež Frančišek, je rekel, krščanstvo ali bo postalo misionarsko ali pa bo zginilo. Zdaj ste šli v Afriko, misionarte, ne vem kam. Ne, mi že tle rabimo biti misionarji. Je toliko ljudi, ki so, kot smo rekli prej, so zgubili stik s krščanstvom, ali pa sploh niso kristijani. Cela Evropa je sploh raz kristijani, če vzamemo. Smo se odločili pač, da ne bomo več kristijani. In je treba dobiti pot do teh ljudi, pot do teh ljudi, to pa papež pravi, je treba biti misionar, se pravi, iti naproti človeku, poiskati človeka, ki je tudi, ne me razumeti narobe, zdaj poiskati človeka, da se vam prevlekne cerkev, zato da nas bo več. Poiskati človeka, zato ker človek, najti človeka, ki je v stiski, ki rabi skupnost, ki rabi v krščanstvu, da najde v krščanskem Bogu nekega zaveznika, nekoga, ki ga tolaži, ki ga dviga, ki mu pomaga, ki ga spravi ven z depresij, z raznih stisk, ki jih ima. Poiskati človeka, ki je Bog, ki je tako drugače potreben pomoči in mu pomaga. To je tisto pravo misionarstvo. Iti naproti človeku in mu pomagati. Tu je to, kar je mislil papež, in tu bo moglo krščanstvo v Evropi nujno začeti početi. In če ne bomo zapirali cerkve, kot se dogaja v Belgiji, v Franciji, nastajajo v cerkvah restauracije, knjižnice, diskoteke in tako naprej. Se cerkev dobesedno pobere vse, kar je svetih predmetov in se da v svetno uporabo. Tu se dogaja vsako leto na 10 cerkev. Belgija, Francija so znane to. In prideš na zelo lepo mesto, vidiš zelo lepo gotsko neko cerkev in ti reče, kolega, zdaj pa sem nekaj pojest. Kako sem nekaj pojest? Ja, to je zdaj restauracija. Ja, ko se cerkve proda, ker ni več ljudi, da bi tam hodili hmaši, ne moliti in vzdrževati se ne splača. Verjetno to je še toliko večji problem v mestih, ne? To je še večji problem v mestih, ja. Ampak se nimamo kaj zanašati, se pravi, ta val je zmeri šel z zahoda proti nam in
z nekim desetletjem zamika zmeri, prihaja vse z zahoda, tudi k nam. Tudi vsi trendi, kar tiče virnosti. Ne? In če se to dogaja v Franciji, verjetno bo čez toliko časa se dogajalo tudi pri nas, če ne bomo začeli ravnati drugače. A se že dela kaj v tej smeri? Žal ne. Žal ne. So nekateri avtorji, kanadski avtor, zelo dobri, zakaj se zdaj ne spomnim imena, lahko ti ga bom sporočil, da v spodnji. Ki je opisal prav faze, kako neka skupnost umira. Mi smo v tisti fazi, je prva, druga faza, druga ali tretja, kjer zadeva umira, ampak mi si mečemo pesk v oči in si rečemo, ne, sej ni še tako hudo. Mi smo na tej fazi v Sloveniji. Nam skupnosti ugašajo, ampak mi si še zmeri nekako pumpamo in umetno držimo stvar pri življenju, namesto da bi popolnoma se posvetili, da bi to naše umirajočo zadevo z novimi pristopi spravili v življenju. Še zmeraj uporabljamo stare metode, star način, staro govorico, tisto, kar smo delali 100 let. Ne? Treba pa prav na nov način pristopiti in misionarski način, kot ga menijo papež, pa še dosti drugih stvari, da bomo te naše skupnosti spravili v življenje. Ne? Smo v tej fazi, da umiramo, si mečemo pesk v oči in noben kaj dosti ne ukrene pri nas v Sloveniji še. Koliko imaš pa ti, recimo, kot duhovnik v svoji službi neke svobode oziroma prostih rok za delati, kar pač želiš, oziroma kar vidiš, da odgovarja ljudem? Se pravi, prej si že omenil, imaš te, se pravi, večere, ker imaš glasbo skupaj z pač molitvijo, oziroma skupaj z mašo, oziroma glasbene večere, ampak v samem delovanju, koliko imaš ti svobodne roke, odprte roke, oziroma koliko se moraš držati nekih regul? Ker verjetno, če ti bi lahko že šel v neko to misionarstvo, ali še ne? Ja, to je zelo zaželeno, da bi šli v to. Ja, to je zelo zaželeno. Bomo rekli, ja, zdaj je tako zelo kompleksno vprašanje to, koliko imam proste roke. Ene stvari so, ki jih moram početi. Ne? To je recimo, so tiste stalnice, kot je nedeljska maša, ali pa tudi med tednom. Ne? So neke stvari, neka praznovanja, ki so neke stalnice, ki morajo biti. Neke stvari, ki jih kot župnija mora nuditi, ne, redne spovedi, pa to. Ampak poleg tega reden verouk. Zdaj verouk, spet imaš različne oblike verouka, se že tam na področju verouka se že išče nove metode, ne, nove prijeme, drugačne, recimo en premik od tistega klasičnega verouka, ko smo v klopeh v šoli, imamo nek učbenik in nekaj se učimo na pamet, so že drugačni načini, recimo en zelo zanimiv nov način je družinska kateheza. Ko prije cela družina verouku, ne samo otrok, cela družina, in so tam lahko na celo dopoldne in so starši posebej, otroci posebej, obravnavajo neko temo in potem to skupaj pojijo, molijo, so en cel dopoldne. In med tednom ni nobenega verouka, je tisto, enkrat na mesec, recimo, toliko ur. Cela družina, ne? Ker ponavadi, zdaj sem naredil malo vinka, ampak se bom vrnil. Ponavadi mi nagovarjamo otroke, starši pa lahko med čisto drugačno mentaliteto, čisto drugače živijo, med čisto drugačne poglede na stvari. Ne? In zdaj ta otrok nekaj učimo pri nauku, pride domov, se reče prav drugo okolje in tisto njemu nares skupi. Ne? In ponavadi tisto, kar se uči pri nauku, zavrže normalno. Tisto, kar reče mama in tata, je bolj verodostojno. Ne? Tako da je to eno Sizifovo delo, ne, učiti samo otroke. Ne. Bi morali to starše izobraziti oziroma jim dati neke stvari, ne, ponuditi neke vrednote skupaj z otroci. Družinska kateheza hoče delati na tem področju. Ne. Spet malo misionarskem, ne, gremo poiskati, če te starše ne, in neki. Ne. To sem zdaj hotel omeniti, verouk, ki ga moram nuditi, ne, ampak imaš pa različne oblike. Ne. In ostalo pa mislim, da je dosti žal prepuščeno posamezniku. Fajn bi bilo, da bi imeli neke impulze tudi z vrha dol, da bi imeli neke impulze. Dajmo
je tudi to smer vsi, dajmo si tudi to smer. Potem ima še en župnik, pa to si je zmislil, drugi 5 župnikov nekaj drugega si izmisli. Ja, Se lahko je posrečno, nekaj manj posrečno, bolj posrečeno, veš, nadaljujemo pa skupaj, tu me ne manjka, ne nadaljujemo skupaj, ne, da bi šli skupaj, rečemo, da mi bi pa to zastavili tako. Ko neka resna firma, če vidi, da ne gre prodaja, kaj falimo, pa dajmo zdaj jeti mogoče namesto toliko izdelkov, dajmo samo to. Ta izdelek in na ta izdelek bomo izboljšali do 100 in tega nudimo na tržišču. Ne pa, da imamo 15 povprečnih izdelkov. Tako, če malo primerjam z poslovnim svetom trgovanja. Mislim, da to je tisto, kar imam proste roke, ampak bi želel, da bi kar sem rekel, da bi skupaj šli v neko strategijo, tako da bi skupaj delali na nekaj. Da bi bilo več iniciative tudi strani drugih. Ja. Ti imaš, jaz čutim, da imaš to inicijativo, da se želiš približati. Ne moreš sam, ne? Ne moreš sam. Cela ekipa šla v to. Zanimivo. No, zdaj prijemo še do glavne teme, za ki smo se odločili za ta podcast. Zdaj smo v času božično-novoletnih praznikov, kjer smo si že prej omenili to potrošništvo, kupovanje daril, kupovanje presežek vsega. Kako se malo oddaljiti nazaj od tega, se pravi stopiti korak nazaj, pa se bolj posvetiti družini, nekim krščanskim vrednotam, se pravi, ka Božič, dostikrat pozabimo, da je Božič v bistvu verski praznik, ki ga je potem prevzel svet kot nekaj. Prvi razlog za Božič je rojstvo Jezusa Kristusa, vse drugo je dodano. In gremo malo po let nazaj. Ta naša cerkev je imela, kot se rekel, včasih nesrečne poteze, kakšenkrat pa zelo dobre in pa smo jih zavrli kot zastarele. Recimo, v adventu je, pa govorimo 4 tedne pred Božičem, se pravi, december, je bilo včasih prepovedano imeti poroke. Cerkev nas zatira, zakaj pa to? Zdaj, da se hočete za nekaj prikrajšati. Ni bilo zabav. Ni bilo nobenih slovesnosti. Hrana je bila manj postna, v adventu. Petja v cerkvi ni bilo, krašenje je bilo omejeno. Vse je bilo manj. Zakaj to, ne? Ja, lih zaradi tega, kar je danes vsega preveč, smo šli v drugo smer, smo napolnili tisti Božič že od pol vseh svetih, ko je Halloween mimo, prva neumnost, začne pa že dava bučet proč in že damo gor vse božičke in božične zvezde. Hočem reči, umikati stvari stran, vse tisto, kar mi december nudi, da moram več, jaz bi mogel zavestno narediti v decembru prostor, da je čim manj. Vsega, kar bobni, od nakupovanja črnih petkov, do zabav, do prireditev, koncertov, boš v en koncert. Ne da vsak večer nekaj, da ne veš, kje biti 100 prireditev, 100 pogostitev, 100 žurov, kolektivnih večer, ne vem čega. Pa otroke vozi, jih nimam, vidim, otroke vozi sem, pa na bazar šolski, pa tam, pa nima cajta pred hranko, pa je nima cajta niti živeti, ker ne veš, kje bi bil. Na kam smo prišli, Torej, cerkev ni imela neumnega pogleda. Je učila človeka, da v decembru zmanjšuje, da daje na stran, da se umiri, da se oddahne. Da se oddahne. Zdaj pa lih kontra, z večinoma, ko govoriš z ljudmi, je vse pismo ta december, je tako pester, toliko se dohaja skozi lav, skozi Veseli december, skozi smo reči na sto. In potem samo čakaš tiste praznike, da se lahko ustaviš. Samo smo pri tistem, kadar se pa ustaviš, kadar se oddahneš, potem pa prijejo stvari gor, ki si jih potlačeval. In spet nimaš nič od tega. In to me je zanimivo, kar si zdaj omenil, dajati proč stvari, hkrati tudi, to je nek post, pač odsotnost ostalega, da poleg, ko prije Božič, pa ena pojedina, da še toliko bujš pole. Pa še stokrat bujš. Zadnjič predprejšnjo nedeljo, 1. v decembru, sem pravil tisto štorijo, znana štorija, od tistega grofa, ki mu psi niso jedli niti vsega mesa. Znaš štorijo? So jedli samo še določeno meso. Ne vsako, njihovi lovski psi od tega grofa, In je bil tam, ali je bil konjar, ali ne vem, kdo je bil, eno od osebja, je videl tisto zadevo in rekel, jaz bi vaše pse
jih navadil, da bojo jedli česen. Je rekel, ni mogoče. Je rekel, če me daste za 14 dni, je navadil, da bojo jedli česen. Pa je rekel, to je nemogoče. Sta šla staviti in v ETP se zaprl in me dajo v vodo, malo kruha, vsako toliko, kakšno škurjo kruha, ne, da niso liksirali. In jih je 14 dni fotoril samo s tistim, ne. In po 14 dneh jih spustil ven, zdrobi strok česna in so zelo jedli česen. Zakaj? Ker je umikal, ne. Je umikal proč. In po bil dobro tudi česen po 14 dneh, ne. To je ta naš december, ne, bi bilo treba umikati in potem bi jih uštirali končno ti zbožji, bi ko mi čakali, da bi prišel 25 in bi tisto, kar bilo na mizi, bilo še 100-krat boljše, ker smo čakali tisto, ne, mi ne znamo več čakati, ne. Moramo vse takoj dobiti. Klikneš in se pojavi, ne, tako hočemo v življenju, ne, vse takoj, ne. Kako pa okrog samega Božiča, zdaj smo govorili, se pravi, o tem obdobju decembra, kako pa pole okrog Božiča? Zelo lepe so te polnočnice, polnočnica lih zaradi tega, ne, jaz ne moram čakati, da bom šel, da bom doživel Božič na 25. zjutraj, ne, ko je Maša, ampak hočem čakati, da mine 24, da je 00, da je že 25, se pravi sredi noči in zato grem takrat k Maši, takrat naredim Mašo v prvi minuti praznika, hočem že imeti Mašo, da se srečam z Bogom, da se srečam z drugimi, da praznujem, ne. Zato so te polnočnice, ne, v prvi minuti novega dne, ki se začenja v polnoči. Ja, in te polnočnice meni so zmeraj fascinantne, ja, sredi noči, ne, ko vse tihne, se jaz srečam z Bogom in z drugimi, ne, z novorojenim Kristusom in z drugimi ljudmi, ki so prišli praznovati. Tam je zelo lep in drugi dan pač Maša in tisto nepozabno božično kosilo mora biti. To pa mora biti, ne. Mora biti. Ponavadi je bilo, da se je šlo tisti dan Božič, je bilo zmeraj doma, nekamor pohajati, tako je bilo vse pri nas, kar poznam ljudi, in potem 26. si šel pa obiskati sorodnike. In si šel na raznih nonam,htetem, pa na potice, pa to, in pa si prišel tako. Pole nisi mogel vdihati, ne, pa utrujen od hrane in vsega, ja, tako da, zanimivo. Ko pa recimo pole ta družinska dinamika doma, verjetno je fajn, ko si omenil, se pravi, v krogu domačih. Še zmeraj igramo, se dobimo pri naši mami, Drnovku, z nečaki, sestra in svak. In mama in zmeraj igramo tombolo. Tombola. Po kosilu za malo dehant in pore tombola in pripravijo te naše punce kakšne nagrade, ne, simbolične, in to je polec ta tombola, cel popoldan. In pore mama mora pripraviti še nekaj za pojest, ne, pa ne 4, ki si je grozno lačen, ne. In tako da se do večera smo skupaj, no. Ker zapoje, tako. Lepo. Zelo sproščeno. Ja, vse tako mora biti, ne? Ja, sproščeno v družbi družine, najbližjih, ne? Ja. Ljubezen, hvaležnost. Hvaležnost, no, to sem jo omenil, ko sem jo postavil v točke, hvaležnost, ja. Hvaležnost. Celih to pomen Maše je v grščini, ime Maše je, oziroma Evharistije, se pravi, zakrament Evharistije, Kristus sam, ki se rodi pri vsaki Maši, ime Evharistija v grščini je hvaležnost. Vsaka Maša v bistvu da Bogu izkažem svojo hvaležnost za vse, kar sem, za vse, kar mi daje, da sem živ, da sem toliko zdrav in tako naprej. Vsaka Maša je hvaležnost v bistvu. Božična pa sploh bi mogla biti. Ful dobro, tega nisem vedel. Ja. Ok, preko zaključimo, imaš mogoče še kakšen nasvet, pa še kakšno sporočilo za vse poslušalce, gledalce okrog vere, krščanstva, za božičnih praznikov? Ne se bati Boga, ker ni prišel na svet, da bi nam nekaj vzel, ampak da bi nam vse dal. To je moje sporočilo za Božič in vesel Božič vsem. Tako. Ok, zdaj za zaključek podcasta imamo pa za vsakega hosta še 2 vprašanji. Okay. To ne vem, če si videl na koncu dokumenta. Ok, dobro, bo pole spontano. V bistvu benesere v italijanščini pomeni dobro počutje, tako da me zanima, kaj zate pomeni dobro počutje, pa če imaš 3 nasvete za več dobrega počutja. Aha, za mene dobro počutje je v 2 smereh. Ali da sem v miru sam s sabo, da sem v miru pomeni, da sem pomirjen sam s sabo, in tudi, da sem v miru.
ne, da imam čas zase, da sem v miru. To je me zelo regenerira. Da sam sabo delam svoje stvari, ali kakšno muziko, ali kaj, lahko tudi samo gledam televizijo, ali pa kaj po računalniku, ali pa kaj berem. Tako. Da sem sam sabo, ta kvaliteten čas, to je meni pojem dobrega počutja, ali kvalitetno druženje s prijatelji. Tu mi, sploh pa še, ker se kaj zapoje, tu je meni dobro počutje. Kar pomeni tudi, da pojemo tudi v cerkvi. To je zelo dobro počutje. Kvaliteten čas preživeti z Bogom in z ljudmi, ki so mi blizu. To je meni dobro počutje. V teh treh smereh jaz, klapa in še z Bogom. Kaj pa, recimo, če bi lahko strnil v 3 nasvetih za ljudi, za več dobrega počutja? Točno to, kar sem rekel. Ne, bom strnil, bom povzel, kar sem že rekel. Za dobro počutje imejte radi sebe, družite se s pozitivnimi in fajn ljudmi, imejte se radi med sabo in ne pozabiti vključiti v svoje življenje še Boga. Za dobro počutje. Za dobro počutje. Za najboljše počutje. Evo, super. Tako. Jaz smo samo eno darilce za celo. Tako. V bistvu smo zmenjeni s Kletjo Brda za vsakega gosta eno darilce. Lahko pa le noter, boš imel zdaj, ko ste imeli tle za praznike. Krasno. Eno krasno. Prej so nam dali penino, ampak zdaj promovira malo več vino krasno in v bistvu je ful dobro obmešano belo vino. Jaz sem tudi v bistvu že vino krasno, moja familija je krasna, tako sem rekel, da bomo ponujali na našem podcastu krasno vino. In je prav krasno, vlaste, or? Ne, v bistvu samo mešanca teh briških vin, ampak so jo poimenovali potem po krasnem. Hočem reči, da etiketi je krasna. Ja, to je prav. Nova etiketa. Ja, to je nova, zdaj prej je bila hačna, zdaj so pa naredili. Krasna. Tako da malo zdaj za božične praznike. Hvala. Hvala. To. Hvala še enkrat, ker si se vzel cajt. Ful zanimiv, dober pogovor. Upam, da je tudi vsem poslušalcem in gledalcem bilo zanimivo, da ste se naučili kaj novega, da boste se povezali z Bogom, s krščanstvom. Najkoristi. Tako, najkoristi. Preko zaključimo še z moje strani vesele praznike, vesel Božič, pa srečno v 2025. Čau, živim.